ko s grehom se borim, ko s grehom se borim, ko s grehom se borim, sile Jezusa Jezusa želim, Jezusa želim, pa svet ti prepustim, sile Jezusa želim. In ko samljen sam, in ko samljen sam, ko samljen sam, si Jezusa želim. Sile Jezusa želim. Ko nudan se zazrem, ko nudan se zazrem, ko nudan se zazrem, si Jezusa želim. Jezusa želim, Jezusa
želim. Razočaranje nad Jezusom. Za mnoge ljudi je to tema, o kateri se sploh ne ukvarjajo. Ne verjamejo v Jezusa ali pa imajo popolnoma napačno predstavo, sliko o njem. Vendar pa obstaja dejstvo, da je Jezus oseba, ki je vplivala na mnoga življenja. Mnogi so o njem rekli, da je bilo njegovo življenje eno najpomembnejših sploh. Je najbolj vplivna oseba v svetovni zgodovini in to spoznavamo vse bolj in bolj, ko stoletja minevajo. Zdi se, da je njegov vpliv še vedno raste. Jezus je bil največji verski genij, kar jih je kdaj živelo. Njegova lepota je večna in njegove vladavine ne bo nikoli konec. To je le nekaj izjav o Jezusu. Na drugi strani ga Sveto pismo prikazuje kot Boga. Glede verskih voditeljev je Jezus edini trdil, da je Bog. Ne Buda, Mohamed ali Konfucij niso tega trdili. Jezus mu je dejal: Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moreš ti reči, pokaži nam očeta? Kakor je na eni strani Jezus oseba, ki je imela največji vpliv na zgodovino, pa je na drugi strani za mnoge največji kamen spotike. Danes so mnogi odprti za različne duhovne prakse, voditelje. Ko pa omeniš Jezusa, velikokrat takoj hočejo prekiniti razgovor. Zanimivo je dejstvo, ne glede ali smo navdušeni nad Jezusom, ali nam je kamen spotike, se nam vsem v določenem trenutku dogaja, ko se razočaramo nad Jezusom. To se dogaja vernim in nevernim, čeprav se tega mogoče niti ne zavedamo. Hitro nekatere stvari povežemo z Bogom in Jezusom Kristusom. Ko gledamo zlo, krivico, kaj hitro nekje v podzavesti začnemo razmišljati, pa kako je lahko Bog ali Jezus to dovolil. Na koncu velikokrat obdolžimo Boga za vso zlo krivico, ki ga dela človeštvo. Zakaj? Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela. Zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli. Njegova stvaritev smo. Sveto pismo na začetku razodeva, da je človek ustvarjen po Božji podobi. Čeprav smo padli v greh, smo vseeno njegova stvaritev in so nekje globoko v nas značilnosti Božje, pravičnosti in vsega, kar je dobro. Zato na eni strani kljub svoji grešnosti in sebičnosti razumemo in imamo tudi občutek za pravičnost. Vse to se prepleta v nas, ko vidimo zlo človeštva, svojo nemoč, težke okoliščine, ker nimamo sami odgovora. Kaj hitro naprtimo krivico na Boga. Postanemo razočarani nad Bogom, Jezusom in vsem, kar je Božjega. Celo Janez Krstnik, človek, ki je pripravljal pot Jezusovega delovanja, je imel trenutke negotovosti, verjetno razočaranja, kdo je v resnici Jezus. Janez
pa je v ječi slišal o Mesijevih delih in mu je po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, rekel: ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega? Jezus jim je odgovoril in dejal: pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite. Slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so bujeni. Ubogim se oznanja evangelij. In blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj. Janez v ječi sprašuje: ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega? Janez Krstnik je oznanjal, pripravljal prihod Mesije, odrešenika, Jezusa. Pripravite pot Gospodu, spreobrnite se, obrodite vendar sad vreden spreobrnjenja. To je bilo njegovo oznanilo. Zdaj je Janez v ječi in se sprašuje, ali je Jezus ta, ki mora priti, ali naj čakajo drugega? Janez je verjetno pričakoval, da bo sam videl, kako se Jezus razodene kot Mesija, odrešenik v Izraelu. Toda zdaj je v zaporu. Začel ga je prevzemati dvom in se je hotel še enkrat prepričati, ali je Jezus res ta, ki ga čakajo. Mogoče pa je njegova situacija ga pripeljala v eno globoko razočaranje. Vsi se soočamo s trenutki zmede, razočaranja nad Jezusom. Janez je bil zvesti njegov služabnik. Njegova naloga je bila oznaniti spreobrnenje, da se ljudje pokesajo svojih grehov in vrnejo Bogu. Glas pijočega v puščavi: pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Tako se je pojavil Janez Krstnik v puščavi in je oznanjal krst spreobrnenja v odpuščanje grehov. Njegova naloga je bila oznanjati spreobrnenje, ki jo je zvesto opravljal. Tudi če je bil pred njim oblastnik Herod. Herod je namreč dal Janeza prijeti, ga vkleniti in vreči v ječo zaradi Herodijade, žene svojega brata Filipa, ker mu je Janez govoril: ni ti je dovoljeno imeti. Janez se je znašel v zaporu, ker je zvesto opravljal svojo službo za Boga. Čeprav se je zavedal svojega poslanstva, so se v zaporu pojavila vprašanja: kaj to Jezus, a je res to Jezus, katerega čakamo? Trenutek dvoma, zmede, razočaranja nad Jezusom. Janezu je ostalo samo eno: da se obrne na Jezusa. Zato je poslal svoje učence, naj poizvedo, kdo je Jezus. Mi smo lahko razočarani nad Bogom, Jezusom. Da ostane nam samo eno: da vsa naša vprašanja o Bogu prinesemo pred njega, če hočemo spoznati resnico. Kakšen odgovor je dobil Janez? Slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so bujeni, ubogim se oznanja evangelij. Jezus ni odgovoril: jaz sem ta, ki mora priti, ampak kaj se dogaja v njegovem imenu. To so bila nadnaravna delovanja, ki jih lahko dela samo vsemogočni Bog. Jezus je Janezov pogled usmeril na njegovo delovanje. Na koncu pa dodal še nekaj zelo pomembnega: in blagor tistemu,
ki se ne spotakne nad menoj. Spotika, izraža slabo mnenje o nekom, nezadovoljstvo, zgražanje nad njim. Jezus je vedel, da se bodo mnogi spotikali nad njim in ga na koncu križali. Vedel pa je tudi, da se bodo mnogi spreobrnili in zverovali, da je Jezus umrl na križu za njihove grehe in doživljali v svojem življenju vso moč, ozdravljenje, svobodo, katero Jezus želi razodeti vsakemu. Jezus je dejal, blagor tistim, ki se ne bodo spotikali. Če si v tem trenutku razočaran nad Jezusom, ali pa Jezus za tebe nima nobenega pomena, kaj boš storil? Ali boš ostal v svojem zaporu, ali pa naredil to kot Jezus? Poslal je svoje učence in se hotel prepričati, ali je Jezus ta, ki ga pričakujejo. Mnogim je kamen spotike Jezusova smrt na križu. Za mnoge je to razočaranje, groza. To za tiste, ki so pripravljeni spoznati resnico o Jezusu, je novo življenje, kjer se Jezus razodeva v svoji moči. Amen. Prepustim sile Jezusa.